Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo evropskega prvaka v gorskem kolesarstvu, disciplina Eliminator, Jakoba Klemenčiča, katerega prav lepo pozdravljamo v našem studiu. En lep pozdrav tudi vam. Najprej seveda iskrene čestitke za osvojen naslov evropskega prvaka. Kako je bilo na Portugalskem? Ja, hvala. Ja, na Portugalskem je bilo kar zanimiv. Par dni pred štartom Eliminatorja moje zdravje ni bilo še najbolje. Sem bil rahlo prehlajen. Tako da to ni najbolje vplivalo na moja psiha, ampak pol do Eliminatorja sem se sestavil in pač na Eliminatorju dal vse od sebe in mi je rad zmagati. In še zdaj ponosen nase. Lahko malce podrobneje predstavite, kaj je sploh disciplina Eliminator in kako poteka samo tekmovanje? Ja, disciplina Eliminator je dirka na izpadanje. To je krat krog, približno tam okoli 2 do 3 minute dolg, pa s tehničnimi ovirami, in najprej sledijo kvalifikacije in pa se jih samo določeno število kolesarjev vrsti naprej, odvisno koliko jih je prijavljenih. Ponavadi se začne iz 16. finala, tokrat na Portugalskem se je začel četrtfinala, ki je bilo malo manj tekmovalcev, in potem iz vsake skupine naprej se vrstite samo 2 najhitrejša kolesarja, tako vse do finala, kjer se pa odloča o zmagovalcu. Vaš letošnji nastop v kvalifikacijah je bil malce bolj ležeren, ta glavno ste pa privarčevali na konec. Prav ciljni šprint je namreč odločil, kdo bo odnesel domov zlato medaljo, katero imate sedaj vi. Ja, tako je. S trenerjem smo se dogovorili, da je kvalifikacije štartom rezervirano, da si prehranim čim več moči za finale, ker vseeno je pol tu pride na konec dneva, pride od 4 do 5 šprintov, 3 minute dolgih, kjer greš na polno in se pač vsaka privrčevana energija pozna. In ja, na koncu v finalu sem vse do zadnjega ovinka bil še na drugem mestu in si nisem mislil, da lahko v zadnjih 100 metrih prešprintam Portugalca, ker je bil res močen, ampak na koncu je kar šlo in noge so me kar mimo ponesle in je bil res neverjetno občutek. Sami sicer nimate prav veliko nastopov v tej disciplini, ampak očitno vam leži. Nenazadnje ste že na lanskem evropskem prvenstvu v Novem Sadu osvojili 6. mesto. Ja, res je. Sem bolj tak močen tip kolesarja in mi bolj ustrezajo kratki šprinti in ja, res mi gre dober Eliminator. Kako se je sicer začela vaša kolesarska športna pot? Ja, moja kolesarska športna pot se je začela, meni se zdi, da zdaj 10 let nazaj. Navdušil me je stric, oziroma me povabil na prvo dirko na vzpon na Špičast vrh, ki se je odvijala na Zaloški planoti. In šla sva skupaj z bratom in pol je kar kolesarjenje zelo potegnilo. Pa še imela sva sorodnike, ki so isto gonili v tem črnovrškem klubu. In pol me je Jata upisal in pol se je tako vse skupaj začelo. Nastopate sicer tudi v klasičnih cross-country disciplinah. Kaj vam bolj leži? Kratke šprint tekmovanja ali daljše cross-country dirke? Ja, bolj mi ležijo te kratke šprint variante, kar sem tudi zdaj pokazal na evropskem. Sicer tudi na teh cross-country tekmah nisem toliko slab, ampak mi do najboljših še manjka kar nekaj dela. Zaslediti je bilo tudi nekaj govoric, da ste občasno malce razmišljali o prestopu v cestno kolesarstvo. Kako je s tem? Ja, včasih mi je prišlo na misel, ko vidim, kakšne rezultate dosegajo naši cestni kolesarji, da pa kar malo navdihnejo. Ampak po na koncu je vseeno prevladala ta ljubezen do gorskega kolesarjenja, tako da še zmeraj ostajam na gorskem kolesu, ampak jaz pravim sam, da nikoli ne reci nikoli in mogoče pa kdaj tudi cesta. Trenutno sta vaša trenerja Matjaž Bodin in Tadej Podgornik. Kakšna je vloga trenerjev pri samih pripravah, ne samo na tekmovanju, ampak že na treningih? Ja, vloga trenerjev je velikega pomena in tukaj tekmovalcu ti veliko pomeni, da ti pomagata, da preledujete treninge, da skupaj preučite, ki bi lahko izboljšali stvari, pa te tudi psihično spodbujata ob težkih podobnih trenutkih in za to delo sem jim res hvaležen. Njuno delo bo zagotovo zelo pomembno tudi v nadaljevanju letošnje sezone, ko vas čaka še nastop na svetovnem prvenstvu. Tako ja, za ta nastop smo se odločili zdaj po evropskem prvenstvu, ker smo videli, da lahko konkuriram najboljšim
In se že veselim tega nastopa, ko bo oktobra v Barceloni in do takrat se bomo probali skupaj s trenerji pač maksimalno pripraviti in pokazati, da ni bilo to vedno ključe zdaj na evropskem prvenstvu. Torej lahko prebivalci Godoviča pričakujejo še kakšen sprem, kot ste ga bili deležni v ponedeljek. Ja, se bom potrudil po najboljših močeh, da bo še kaj takega. Kakšni so bili sicer občutki, ko vas je sprejelo res lepo število sokrajanov? Ja, občutki so bili res lepi. Pred samim sprejemom, priznam, sem bil kar dosti bolj živčen kot pred štartom eliminatorja na evropskem. Ampak pol ta živčnost je malo spustila, ko sem prišel na oder in sem se sem prepustil in užival v trenutku. Če pogledamo cestno kolesarjenje, je veliko odvisno tudi od samih serviserjev, mehanikov. Kako je pri tem na eliminatorju? Na posameznih posnetkih je videti, da pride kar pogosto tudi do okvare verig oziroma da se veriga strže. Ja, pri eliminatorju pride veliko do kakšne strgane verige, saj pač štartaš na polno in silo in pride veliko, da se kjet nastrga. Tudi jaz sam sem imel tehnične težave lih pred štartom eliminatorja na evropskem. Sicer ker mi menjalnik ni delal tako, kot se zagre, ampak je naš serviser to uspel omejiti to napako, tako da sem lahko odpeljal eliminator dosti v redu. Se pravi, bi lahko rekel, da sem zmagal s pokvarjenim menjalnikom. Ko sem ga pa potekem zamenjal za dirko v krosu, ampak pred eliminatorjem pa ni bilo časa za menjavo tega menjalnika. Če se dotaknejo še malce vašega življenja izven športa, ste študent metalurgije. Kako usklajujete te športne in pa študijske obveznosti? Ja, ni najlažji, ampak če imaš nek plan, pa si vse splaniraš, gre kar v redu. Pač daj pridejo trenutki, ko se vprašaš, a je treba pač toliko. Ampak pol na konec dneva se ponavadi vse dobro izteče in gremo. Tudi starša sta na sprejemu izpostavili, da ste res delovni in da imate ogromno delovnih navad, ogromno talentov. Kaj vas poleg kolesarstva še zanima ali je samo kolesarstvo v vašem fokusu? Ja, rad grem s prijatelji ali pa z bratom, ki se tudi bolj z alpinizmom ukvarja, grem rad v gore ali pa kakšen nogomet rad udarim, pa tudi kmetija imamo doma, pa kdaj rad naredim kakšno stvar za živali, pa tako na kmetiji v gozdu, na travniku. Smo v času spremljanja kolesarske dirke Tour de France, res da je to cestno dirkanje, pa me vsem zanima, spremljate? Ja, spremljam vsak dan in je res zanimivo spremljati sploh letos, ker vidimo, da je konkurenca močna in da bo borba do zadnjega dneva. Vaš favorit? Je bil Primož Roglič, ampak zdaj sem videl, da bo bil kot v vlogi pomočnika, tako da je zdaj pa Tadej Pogačar. Kaj pa ostali godoviški kolesarji? Povedano je bilo, da po številu osvojenih naslovov državnega prvaka na število prebivalcev je Godovič v samem vrhu. Se srečujete tudi s temi mladimi kolesarji, greste kdaj skupaj na kakšen trening mogoče? Ja, veliko krat gremo na trening, naprimer s sosedom, s Mihom Smrdelom, greva veliko krat skupaj na kolo, ali pa s starejšim sovaščanom, Matevžem Govekarjem, se zapeljamo kdaj na cestno kolo in upam, da se bomo v prihodnje še večkrat. In odkje je ta, tak boom kolesarski v Godoviču? Ne vem. Ne znam povedati. Je pa zagotovo k temu veliko pripomogel tudi dobro organiziran črnovrški klub, Mountain Bike klub Črni Vrh. Tam nudijo dobre pogoje vsem tekmovalcem. Veliko je pripomogel ta črnovrški klub in pogoji v klubu se iz leta v leto izboljšujejo in sem jim lahko samo hvaležen za vso pomoč, ko sem jo namenil do zdaj. Če se dotaknejo še malce prihodnosti, želje praktično vsakega športnika so olimpijske igre, eliminator še ni del olimpijske druščine. Obstaja kakšna možnost, se kaj govori o tem? Zaenkrat še nisem zaslišal govoric, ampak že veliko športov se je tako, da so bili neolimpijska disciplina, se jim je uspelo uvrstiti na olimpijske igre, tako da po mojem, če se bo eliminator razvijal še naprej to hitro, kot se je do zdaj, si upam trditi, da bo čez par let tudi na olimpijskih igrah. In seveda vaša želja verjetno, da ste sami del. Seveda, ker olimpijske igre so sanje vsakega športnika. Letos pa sanje torej svetovno prvenstvo. Oktobra upam, da se potem vidimo z dobrimi novicami. Hvala. Hvala, Jakub Klemenčič, za obisk v našem studiu. Še enkrat čestitke za osvojen naslov evropskega prvaka in pa srečno tudi v nadaljevanju sezone. Hvala.
Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in povabljeni tudi k spremljanju ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.